Dobrodošli v Vizaviju, z menoj nocoj, Tina Marinšek, dobrodošla. Oj! Dobrodošla v Vizaviju, dobrodošla v naši oddaji, poznaš našo oddajo? Poznam vašo oddajo, spremljam redno. Resno? Si ena Res, izmed ko sem naših malo sem fan, no. 5 gledalk? Ne, resno. Ne, resno ti govorim. Všeč mi je bilo... To mi zelo malo ljudi pove. Jaz sem ti mislim, da celo pisala, da sem ti povedala, da sem navdušena. Pravzaprav komentirala sem na YouTubu. Našo oddajo? Ne berem YouTube. Bravo. Nimam dostopa do YouTuba, ker si zaklenem, tako kot ti za odrasle, ne, jaz si pa za YouTube zaklenem, ker pol cele dneve mače mladičke gledam. Ki so mi lepi, ker Vse to lepo preživeti tam. se potem od njih učim zadeve metati dol z mize. Dobri so je. To mi je zelo všeč delati. Povej, kako si najprej, preden začnemo najin pogovor. V redu sem. A veš, da sem po dolgih letih v hiši Telekomov in nisem vedela, da je Planet TV tukaj. Tukaj sem delala včasih. Delala si včasih v tej hiši? Ja. Kje? Na Telekomu, na 1188. Ne me hecati. Ja. Koliko si bila stara takrat? Kdaj? Kjera leta so bila to? To je bilo malo po srednji šoli, se pravi, par let nazaj. To me pa zanima, zdaj pa sigurno imaš kakšno anekdoto z tistih časov. To pa povej. Ja, ful anekdot, ker je res zanimivo tako, ker kličejo ljudje iz cele Slovenije. Ja. Se pravi, tep naredi pip, rečeš, dober dan, Tina, z vami, prosim. Dober dan, jaz pa bi, če lahko mi to ti zdravstveni dom date na ne vem, kjeri ulici. Ja. Nekako predvidevaš, da človek išče informacije v Mariboru, ampak kljub temu ti moraš preveriti, ne, gospod, kje pa to se nahajava. Ja, tu v Mariboru, ne? Aha. Tako da nekako malo lahko opredeliš celo regijsko prebivalce. Ja. Kakšne sorte so kaj. Svašta klicev je bilo. Klicali so tudi, ker delaš nočne, so klicali tudi včasih za vročo linijo. Pa smo dali številko, pa so rekli, to sem že klical, kaj pa če bi kar vi meni kaj povedala. To se zdaj hecaš, ali? Ne, res doživiš marsikaj, no. Kaj pa, če bi vi meni, ki ste veliko cenej, ki ni 0,9? Ja, saj se že davno pogovarjava, kaj pa, če bi kar malo nadaljevala še. A to pomeni, da imaš, kako bi rekel, jeklene živce in da si umirjena do te mere, da bi lahko kar meni živce takoj sploh pri neumnih vprašanjih. In tle si jih bila deležna, po moje, milijone. Ja. Imaš živce, mislim, imam tudi tako nasplošno, imam kar potrpljenje. Ampak moram priznati, da včasih se je zgodilo tako, ne vem, po 15 minutah. Enkrat me je dobila ena gospa, ki je hotela zvedeti, kaj je v poštnem njenem nabiralniku. In je klicala? In je klicala informacije, da bi poštarja dobila, da bi ga vprašala, kaj je prinesel. In so se pogovarjali po moje kako 20 minut sigurno. Da sva prišli do tega, da bo treba do nabiralnika. Da bo treba do nabiralnika, ki je celih 5 metrov v tisti smeri. Mogoče 10 metrov dol. Vse mi je razložila, pa da je mož umrl, pa da je bil veteran, pa da je bil brez noge, pa ne, imaš malo pogovora. No in mi dve ustanoviva, da zdaj ona bo mogla iti do tja. In okej, v 20 minutah jaz odložim. Jaz mislim, da sem na 15 minut na šihtu. Dajte mi pauzo takoj, rabim pauzo. Pridem nazaj in to je recimo enih 80-100 ljudi dela naenkrat, odvisno, kjer je termin. Dobila je direkt mene nazaj, ko sem se usedla za mizo, priklopila. Kjer je sreča. Takoj nazaj mene isto. Dober dan, gospa. Ne vem, če je bila glih Štajerka zdaj. To je edini naglas, ki ga nekako malo govorim. Sem ne morem verjeti, gospa, sva spet mi dve. Ja, veste kaj, ne vem, pošto imam, pa ne morem do dol. Lepo, kjer ona ključe, da si obudila danes te spomine, ki si se vrnila nazaj? Luštno je bilo drugače. Fajni sodelavci, pa tako, ja. Povej mi, kaj imaš trenutno na svoji delovni mizi? Kaj se pripravlja, kaj ti izpolnjuje tvoj čas? Lahko odgovoriš tudi v mariborskem dialektu, če hočeš. Zdaj tak. Zdaj prvo imamo neke projekte. Projekte? Jo, ne morem. Ne morem, ker se mi zdi, da pol me tudi Štajerci malo
Ni problema, lahko da jim tudi. ni najbolj všeč. Lahko tudi po slovensko. Projektov, mislim, na delovni mizi imam skozi te svoje stvari, se pravi, delam zdaj svojo muziko, počnem ogromen stvari. Ampak koncerti so se zdaj za december zaključili, delamo pa recimo naslednje leto projekt v Odiseji. Ja, imenovan. She-Rocks. To bo praznik za dan žena in bomo praznovali v družbi 12 deklet, ki smo nekako pop-rockerce, tako da se na to pripravljamo že kar. Ok, dolgo trajajo priprave. To bo očitno spektakel. Ja, to bo v Odiseji let spektakel. Let spektakel z projekcijami. Kaj bo na projekcijah? Joj, ne vem. To pa bomo prepustili specialistom in strokovnjakom. Okay. Se veseliš tega spektakla? Ja, v Odiseji si že zelo. nastopila? Nisem še nastopila, bila sem na koncertu na AK Neomi, ki je bil v dvorani in je bil super zvok. Okay. Me zanima, kako bo tudi v tem atrijskem prostoru. Aha, to je v ta velikem atrijskem prostoru bo tale. Če sem prav rekla, atrij, pač takoj, ko prideš noter, tako tam, ko so blagajne bile včasih. Ja. Sem pa ful v bistvu vesela, ker redko je toliko enih žensk na kupu v tem poslu. Ja. Ne? Ponavadi je vse, ekipa cela je moška. Vse smo navajene, da ali moramo same zase, ali pa da so ponavadi fantje, da se kar še malo navajamo na to, da lahko združimo energijo in si pomagamo. Kdo bo zdaj, ker nas je 12, da ne bom kjere pozabila, ampak recimo Katarina bo tudi četrta pevka od Tabujev. Kakšna je kemija med vama? V redu. Ja? Ja, v redu. Jaz mislim, da se imamo nekako te Tabujevke vse rade, že zaradi te skupne izkušnje. Katarina je ful simpatična. Bejba, se mi zdi, sva tam nekje na podobnem levelu, tako da sva se hitro. Na podobni valovni? Tako, pardon, na podobni valovni. Kolikor se do zdaj poznava, tako bom rekla. In to bo, se pravi, katerega datuma, marca? To bo 7. marec. 7. marec, se pravi, pred dnevom. Pred dnevom žena, tako. Pred dnevom žena. Ja. Ti si se lani po skoraj 10 letih vrnila na sceno. Ja. Kaj se je dogajalo vmes med to pauzo, ko si bila odklopljena od sveta? Si bila odklopljena od sveta, ampak ne pa tudi od ustvarjalnosti. Ja, malo sem se namensko tudi umaknila, zato ker me je iskreno precej počrpalo. Vse skupaj 10 intenzivnih let Tabujev je bilo za mano, ko smo samo šli. Je tako, a? Ja. In to je, na novo doživiš ogromno enih stvari, to je čisto nov svet. Kakšen, bi rekel, tako to bom vprašal, kaj je na tebi pustila slovenska glasbena scena kot na ustvarjalki, ki je bila deležna takšnega lifestyla, kot je življenje rock'n'roll z bandom in turneje in tako naprej in tako dalje. Kot ustvarjalki ogromno navdiha. Ja? To je okej. Ja, tako kot z vsako stvarjo so plusi pa minusi, ampak če ti vsaj malo ne poznaš, kakšen je zares ta svet, da nimaš mogoče kakih sorodnikov, da si že kdaj imel kaj vpogledal to, ali pa da imaš vsaj željo, potem se v tem svetu potem spoznavaš. Ja. Jaz nisem nikoli mislila, nisem si niti želela, ali da bom v tem javnem izpostavljenem svetu. Tako da mi je kar pustil, moram reči, da nisem glih dušica ravnodušna glede teh zadev, kako se manipulira praktično v tem televizijskem svetu z vsebino. Tako da, kar se tega tiče, malo grenko, hkrati pa tudi sem našla svoje mesto pri Tabujih, tako da sem v teh 10 letih, ko me ni bilo, pa ugotovila zdaj pa, kaj je bolj Tina, pa kaj bi sploh rada. Se pravi, malo sem se odpočila, hkrati sem pa ful ustvarjala. Ful delala. Kaj bi rekla razlika med tem, da imaš za seboj band ali pa solo kariera? Je predpogoj ena za drugo, ali je to toliko različno, da lahko rečeš, sprobala sem eno in zdaj sem v drugem? Kje se bolj najdeš? Verjetno bolj v solo, glede na to, da si solo zdaj.
Mislim, da sem se super znašla tudi v bendu. Tudi solo kariere nisem nikoli načrtovala. Tako da se še malo lovim, zato ker sem vajena delati v kolektivu, je to zdaj precej drugače. Ja. Ampak sem zelo prilagodljiv človek in ravnam s tem, kar mi je ponujeno oziroma kar imam na voljo. Pa slišal sem, v enem intervjuju sem poslušal, da imaš jeklene živce, ker si delala, ker si na telefonu morala Mariborčane poslušati. Jo, zdaj imam ful rada, drugače meni je ta naglas blazno simpatičen, da ne bo pomote. Ampak kaj bi rekla, si rekla plusi pa minusi, največji plus pa največji minus tega? Biti izpostavljena ali pevke ali muzičarke. Te kariere, ki si rekla 10 let, ki te je izčrpala. Ja. To me zanima. Največji plus je to definitivno, da sem ugotovila, kaj rada počnem in v čem sem dobra. Da sem sploh imela priložnost se najti. Poleg tega je pa sploh kakorkoli ukvarjanje z muziko, se mi zdi samo pozitivno. Največji minus, kaj pa vem. Mislim, če bi izbirala, ne bi izbrala te izpostavljenosti in te prepoznavnosti. S tem nekako malo. Po eni strani sem zelo tak človek, ko sem spontan, naraven, kakorkoli se temu reče, danes avtentičen ali kako že. Zelo popularna beseda. Ja. Tako da... Rezoniraš, mislim, da je današnja beseda pravilna. Rezoniraš sama s seboj. Vibriram. Vibriraš, odmevaš, odbijaš se od površin, no, recimo tako. Ja. Tako da ne vem več niti, kaj točno si rekel. Plusi pa minusi. Plusi pa minusi, tako, no. Minus je se prav ta izpostavljenost, ki pride zraven. Bi si lahko rekla, da si zaseben človek zelo, kadar nisi na nastopu, seveda. Ja, sem. Razen, kadar nisem 1 na 1, pa se mi bolj razveže jezik, če je kakšna podlaga dobra. In poveš vse o dialektih. Pa povem preveč. Ti si nastopila v Tabu bendu po Nini Vodopivec in marsikateri, ne vem, marsikdo je rekel, da to pa zdaj ne bo isti več bend in tako, kot ljudje rečejo, ko nekoga nekje zamenjajo, ne? Kako je stopiti v taka pričakovanja? Meni je bilo super, jaz nisem imela nobene treme, veselila sem se, spomnila se prvih koncertov, da so bili fantje 100-krat bolj živčni kot jaz. Jaz sem bila samo vesela, da grem to delati, poznala sem že muziko od prej, lušten mi je bilo. Tako da nisem se nič kaj preveč spraševala, vedela sem, da bo se sodilo, da se bo primerjalo, to so vse normalne stvari, tako da sem to kar dala na stran. Zdaj, če je kdo prav z mano stopil v kontakt, smo se valjda seveda pogovorili. Ja. Drugač pa s tem nisem imela toliko težav. Pač Nina je mogla nehati, ker ni imela več glasu. Oni so se odločili, da grejo naprej, odločili so se za mene in jaz sem to sprejela in se spotoma s tem spoprijemala. In po 10 letih se izčrpala. Ja, ker je to res non-stop, to se živi samo za to, ne. O tem bi mogoče, mislim, no, ni nujno, ampak življenje je posebno, kadar si take sorte artist, ker živiš praktično kontra kot vsi ostali, kar se tiče urnika, bioritem se ti obrne, se pravi, ti si petek, sobota od 11 do 6 zjutraj, po koncu ob 11 moraš biti ti na vrhuncu energije in moči. In pol to traja kakšne 2-3 dni, da to izveni, se pravi, hormonsko neravnovesje se zgodi, ne, in moraš s tem nekako porokvati. Hočeš reči, vsak dan se moraš ob 11 štempljati. Ja, boljše je v bistvu, sem tudi to začela pol delati, res, da nekako si bioritem vzpostaviš na to. Čeprav je praktično nemogoče, ti si petek, sobota, nedelja si, se pravi, na tem ritmu. Ja. Pa se nekako do srede četrtka sestavaš, sredo četrtek, petek se spet podere. Ne? In moraš telo v bistvu navaditi na neko, da je navajen in tega in onega. Ne? Kakšen ritem imaš pa zdaj? Zdaj sem lahko kadarkoli on. Okay. Se pa trudim, da grem spat ob 10-11. Pol v teh 10 letih sem prav namensko delala na tem, da prenašam malo nazaj ta spanec, da se počasi malo znebimo podočnjakov in tega. Kdaj si najbolj ustvarjalna v dnevu?
Ali zjutraj, Ja. dopoldne, ful rada zgodaj vstajam in se zjutraj zapodim v delo, ali pa pride to kdaj po noči v teh nekih napol delirijih, ko si... Polna luna, retrogradni Merkur. Ja, polna luna spet, mogoče drugače vpliva, ampak takrat, ko si mal, kot je malo mar, recimo, ne, da si samo v enem takem medprostoru, pa neka iskrca pride, pa In usplamti pesem in poje. in poje Tina. In poje Tina. Povej nam vse o tvojem albumu. Wow. Vse me zanima. Pa lahko na tem mestu potegnem nekaj izza hrbta. Kaj pa? Darila! Ne, pa ne mo, to pa ne mo. Darila, prinesla sem ti majčko kljub temu, da te nisem še videla v t-shirtu, to moram priznati. Mogoče boš imel za spat. Pa mam. Ja, ne samo za spat, poleti včasih oblečem tudi majčko s kratkimi rokavi. Evo, jaz upam, da ti bo velikost ustrezala, je 100% bombaž. XL? XXL. Jaz sem tako rekoč razbacan. Čez pleča sem tako računala. Ja. Mene je veliko. Skupaj. Najlepše hvala. Bomo pokazali tole. Riba plava. Riba plava. Kaj to pomeni? Ja, riba plava, ne? Da riba plava. Kaj dela riba plava? A si ti riba, ki plava? Tako. Ja, najlepša hvala. Malenkost. To je ravno prava velikost. Bo? Ja, to je... Super. Tole pa tvoj album. Tako, prinesla sem ti pa še CD, kljub temu, da redko kdo še ima aparature. Maš? A veš, da sem računala na to, Plošče da pa CD-ji. ti bi znal imeti to? Od tega se pa ne bom poslovil. A imaš ti tudi tale občutek, da včasih smo kupili ploščo, smo kupili CD, ker nas je zanimal album, ker smo ga hoteli poslušati. In ko smo ga imeli v rok, smo ga poslušali. In smo ga poslušali enkrat, pa drugič, pa še enkrat, pa še enkrat. Danes, ko pa lahko kupiš, no, pa zlodaš, pa znajdeš ogromno neposlušanih stvari, ki si jih kupila. A ni bolj vredno imeti fizični Jaz mislim, da zato sem tudi to naredila, da imaš nekaj za prijet v roko, jaz vem, da se to več ne posluša, ampak to je neka osebna izkaznica trenutno moja, nekaj moram dati, da dam iz roke. Okay. Tako da vinilke pridejo kdaj drugič. Dobro. Si fenica vinilk tudi? Veš, da, to je najlepše z tega poslušati. To pa sploh ritual. Pa brisati, pa... Ja. In 14 komadov, katerega najbolj priporočaš za rokerja po duši, kakršen sem jaz? Opa, okej. Mogoče biti imeti? Aha. Ali pa vse, ne, to vse, kar je izgine, ne vem. Kako dolgo si ustvarjala? Ja, dolgo ne. Dolgo? V tem času, ko me ni bilo, je tudi to nastajalo. Ogromno stvari sem naredila, da sem sploh rekla, ok, zdaj pa mogoče pa že znam kaj, pa bi naredila en paketek, pa da vidite, kaj sem počela v tem času. Najlepša hvala. Tole bom poslušal v avtu na poti domov. Hvala, ko tako lepo prezentiraš tudi. Absolutno. Absolutno moram. Daril sem vedno vesel, sploh pa dobrih glasbenih izdelkov. Tina, 100-krat najlepša hvala, da si prišla v našo oddajo. Z veseljem. Srečo s projekti, predvsem širok, prihodnje leto. Bomo prišli v Odisejo na let spektakl, kot se to imenuje. In pridi še kaj okrog. Z veseljem. Ful hvala, da ste me sprejeli. Ti prva gostja, ki je prinesla darilo, mislim, da. Res? Ja, mislim, da res. Tako da, mislim, da boš tudi naslednjič gostja. Kar tako, ja. V novem letu. Čokoladne torte imam rad, še poleg dobrih CD-jev. Čokoladar si. Najlepše hvala. Me veseli, da sem te spoznala malo bolje. Enako. Pozdrav tudi vsem ostalim. Srečno! Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.